Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije ima 5000 članov in povezuje 13 društev. V praksi tako velika skupnost ljudi rabi strateške usmeritve za dolgoročno delovanje in obvladovanje prihodnosti. Zato so predstavniki reprezentativne invalidske organizacije za gluhe, naglušne, gluhoslepe in osebe s polževim vsadkom na strokovnem seminarju pregledali analizo opravljenega dela, se seznanili s ključnimi izzivi in določili cilje za naslednjih 10 let delovanja. Boj za resurse, ki so omejeni, je trpek. Zato je enotnost posebej v tem negotovem času toliko bolj pomembna. Teh 13 društev deluje v svojih okoljih z resursi, ki so ta hip še toliko na voljo, ampak sčasoma bodo viri, ki so bili zagotovljeni zakonoma, vedno redkejši. In kadar se kaže, da so resursi manj na voljo, kadar je tudi človekovih virov manj na voljo, je treba začeti pravočasno planirati, da se ne zgodi kakšna kriza. Strategija je za mene nek dogovor, konsenz, ki ga lahko v hiši pripravi zveza prva, ki je kot neke vrste korporacija. Pri pripravi takšne strategije bi morali sodelovati iz vseh 13 društev, pa ne samo predsedniki, sekretarji, pač pa tudi člani, ki so iz teh lokalnih okoljev najboljši poznavalci problematike. In ko se pripravi strategija na gornji ravni, se potem lahko, temu rečemo v stroki, neke vrste stopničenje, pripravijo malo manjši, manj kompleksni strateški dokumenti pa za posamezne društva, pač s specifikami, ki jih na svoji lokalni ravni obdelujejo. V zadnjih 10 letih je bilo doseženih veliko pomembnih individualnih pravic za osebe z okvaro sluha. Izpostavili jih samo nekaj, predvsem zakon o osebni asistenci in komunikacijski dodatek, potem zakon o športu, ki našim gluhim športnikom omogoča pridobitev dodatka k pokojninam, posebne nagrade, zaposlitve in pa štipendije. Lahko omenimo pravilnik o pripomočkih tehničnih, kjer prvič vstopajo gluhi z pripomočki, ki do zdaj niso sploh imeli. Na področju znakovnega jezika je bilo vloženega kar nekaj dela, od ustanovitve inštituta do razvoja slovnice znakovnega jezika, do razvoja slovarjev. Predvsem pa lahko izpostavimo umestitev znakovnega jezika v osnovne šole in srednje šole kot izbirni predmet. Na področju znakovnega jezika je vredno izpostaviti tudi pobudo zveze v zvezi z umestitvijo znakovnega jezika v ustavo. Ta umestitev zagotovo bo najbolj vplivala na dve področji. Prvo je področje kulture, ker se znakovni jezik opredeli kot jezik in se ga tudi ustrezno financira, njegov razvoj, in pa področje izobraževanja, da se lahko gluhi otroci izobražujejo v znakovnem jeziku in o znakovnem jeziku. Izjemno nas veseli, da ravno ob zaključku tega 10-letnega obdobja je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep in že vložila v Državni zbor predlog spremembe 62.a člena Ustave Republike Slovenije in želimo si, da bi ta sprememba bila sprejeta morda že v letošnjem letu do 14. novembra, do dneva slovenskega znakovnega jezika. V prihodnje se bo treba odzvati še na nekatera neurejena področja. Zagotovo področje izobraževanja. Sistemsko urediti avtomatizem tolmačenja gluhim otrokom v osnovni in srednji šoli, študentom zagotoviti zapisnikarja, saj študent niti ne more spremljati predavanj in svoje zapiske pisati, kajti spremlja tolmača. Potem je področje starejših. Tako kot se slovenska družba stara, se tudi naši uporabniki starajo in je tukaj potrebna posebna pozornost najstarejšim, kajti ugotavljamo, da invalidnost se dotakne tudi v samih domovih za starejše, kjer vpliva na izolacijo, izoliranost, nevključenost in tudi posledično, bom rekel, hitrejše žal umiranje. Posebno pozornost posvečamo tudi dostopnosti
gluhoslepim, ki so posebna kategorija invalidov, ki imajo zelo široko paleto primanjkljajev in ta kategorija invalidnosti je bila dostikrat prezrta. Predvsem je treba zagotoviti tolmače in spremljanje in pa dostopnost do informacij in komunikacij. Naslednjo široko področje so osebe z slušnimi aparati, teh v Sloveniji je več kot 70 000. Namreč želimo si in pravzaprav naši uporabniki želijo, da se zviša standard slušnih aparatov, kot tudi, bom rekel, pomoč vsem tistim, ki se soočajo s slušnim aparatom, predvsem tistim, ki so starejši. Ugotavljamo, da za starostjo je gluhota prva, najbolj pogosta invalidnost, ki ga prizadene z samo starostjo, šele kasneje potem izguba vida. Posebno pozornost je treba posvetiti tudi področju telesne okvare. Namreč gluhi oziroma osebe z okvaro sluha so še vedno za 70% telesno okvaro, ki je neprimerljiva z ostalimi invalidi, kot so slepi ali pa z telesno invalidnostjo. Si želimo, da imajo naglušne osebe možnost 100% podnaslavljanja vseh medijev, televizijskih predvsem, in pa tudi spremljanje dogodkov z sistemom podnapisov. Namreč kljub temu, da imajo osebe slušni aparat in prilagoditve tehnične, še vedno ne ujamejo vseh informacij in tehnologija omogoča, da lahko s pisano besedo, ki se prikazuje na ekranih, 100% spremljajo to dogajanje in to bo tudi ena izmed naših prioritet v tem obdobju. Slovenska družba postaja dolgoživa. Do leta 2030 bo starejših od 65 let skoraj 25% prebivalstva, od leta 2060 pa 30%. Posledično je med nami vse več ljudi, ki se soočajo z naglušnostjo. Zato je pomembno, da se reprezentativna invalidska organizacija s svojimi društvi demografskim trendom prilagaja. V Sloveniji je, bi rekel, skoraj več kot 50 000 oseb z okvaro sluha, različnih generacij. Mlajše generacije se nekako še lažje znajdejo ali dobijo informacije na spletu ali tako kje drugje. Največ problem so pa starejše populacije, nad 65 let. Statistika kaže, da je skoraj 50% te populacije se že ukvarja z izgubo sluha. Sam osebno obiskujem tudi določene domove starostnikov, tam je polovica populacije s slušnimi aparati in moram reči, da sem kar osebno zgrožen, v kakšnem stanju so ti slušni aparati. Moramo vedeti, da tam so starostniki tudi z drugimi starostnimi problemi, zdravstvenimi problemi, veliko jih je z demenco in enostavno se ne znajdejo. Oseba brez slušnega aparata je pa totalno odrezana od dogajanja, ne ve, kaj jo sprašujejo, ne ve, kaj se dogaja. Zato vidim tudi tle eno vizijo dela za društva, da bi začeli obiskovati te starostnike, ker dejstvo je, da slušen aparat uporabljajo vsak dan, ga je treba tudi namestiti in ena taka pomoč vsakodnevna tem starostnikom zelo lahko pomaga pri vključevanju v njihovo socialno okolje. Zakon o izučevanju možnosti invalidov in pa vsi pravilniki, ki so posledično sprejeti, so ena res dobra pa pozitivna stvar za naglušne uporabnike. Zato, ker so nam te pripomočki bolj dostopni in pa zato, ker jih država financira v višini 85%. Kakšni pripomočki za koga je pa odvisno od stopnje izgube sluha. Se trudim, da korektno sodelujemo z vsemi dobavitelji, ker v končni fazi delujemo za vse osebe z okvaro sluha, imamo isto ciljno populacijo in oboji hočemo pomagati, da bi bili slušni aparati in prični pripomočki pa baterije, da bi to čim bolj dostopno za ljudi in da bi jih čim več ljudi uporabljali. Ko začne človek slušen aparat uporabljati, rab še določene nasvete, kako
prebroditi to rehabilitacijo, kako se to navada. Zato se mi zdi povezava med dobavitelji in pa civilno družbo, kot so družba ali pa kot smo mi, uporabniki, se mi zdi zelo pozitivna za tiste nove, ki začnejo slušni aparat uporabljati. Da je tudi dobavitelj na poti v društvo, da tam poiščejo svoje nasvete, kako se čim prej navaditi, da bo aparat res 100% funkcionalen. Žal je tako, da večina populacije z okvaro sluha se težko dobi višjo stopnjo izobrazbe, posledično tudi slabe službe in slabše pokojnine, in vsak procent popusta se jim pozna. Država omogoča naglušnim uporabnikom 100% financiranje standardnega slušnega aparata. Dejstvo pa je, da čim je višja okvara sluha, osebi potrebujejo tudi močnejši ali pa rekel nadstandardni slušni aparat in to razliko morajo doplačevati sami. Zato se mi zdi v tej smeri vsak popust, ki je priznan s strani dobavitelja, zelo dobrodošel. Naj omenim, da sem že prej rekel, da je ta komunikacijski dodatek, ki ga je prinesel zakon o osebnem asistentu, zelo pomemben. Ampak je pustil zunaj eno populacijo iz, tako bomo rekli, kako bi rekel zdravniki, po izgubo sluha po Fablerju od 90 do 95%, oziroma, ali pa, kako rekel, od 95 pa dol. To so zelo težje naglušne osebe, ne slišijo, ker tudi slušni aparat ni vsemogočna pripomoček, da bi se in pri njih bi se tudi, kako bi rekel, ta komunikacijski dodatek lahko izplačeval in tudi si zaslužijo. Drugi segment je otroci. Vsak otrok gluh, naglušen je prikrajšan za ta komunikacijski dodatek in naj mi ne zamerijo druge invalidnosti, kot so slepi, ker slep otrok pa ima dodatek za pomoč in postrežbo v višini 300 evrov. Naš otrok, gluh naglušen do 18. leta, nima nič. Prikrajšani so tudi pri dodatku za nego otroka, ki je za gluhega in naglušnega le 100 evrov, druge kategorije invalidov pa imajo 200 evrov. V zadnjih letih se število uporabnikov znakovnega jezika povečuje. Če je bilo leta 2010 uporabnikov 800, jih je bilo lani 993. V Evropi obstaja normativ, da naj bi en tolmač zagotavljal tolmačenje 16 uporabnikom. Pri nas en tolmač pokriva 18 uporabnikov. Kljub temu v nekaterih regijah uporabniki tolmača ne dobijo vedno. Točno za leto 2018 lahko povem, da je 993 oseb, ki imajo odločbo o pravici do uporabe slovenskega znakovnega jezika. To pravico izvaja 55 tolmačev, ki so razporejeni po 7 regijah v Sloveniji. In če se dotaknem števila ur tolmačenja, smo v preteklem letu opravili 19.403 ure tolmačenja. Glede na frekvenco uporabe in pa število uporabnikov v posameznih teh regijah je zagotovo razumljivo, da je največ tolmačev v Ljubljani. Obstajajo pa kakšne regije, kjer je pa mogoče teh tolmačev premalo. Jaz se zavedam tega, da jih je premalo. Recimo, če pogledava samo Prekmurje, imamo mi samo eno tolmačico, ki relativno dovolj dobro in uspešno pokriva. Je pa seveda problem recimo Štajerske, ampak tudi za Štajersko naj se pohvalim, da imamo zdaj 2 novi tolmačici, ki sta že ali bosta vpisani v register. Tako da delamo, kolikor se da, aktivno in poskušamo tisti deficit nekako dopolniti. Opažamo, da je poklic tolmača vse bolj in bolj prepoznaven. Zagotovo tukaj vaši mediji tudi so pripomogli k temu in nacionalna televizija, ker se pojavljamo v vrsti televizijskih oddaj. Kar mene veseli osebno, če smem tako reči,
Vi dobro veste, da do sedaj nekako je bila večina otrok, slišečih otrok gluhih staršev, ki so se odločali za ta poklic. Verjetno pač iz neke svoje stiske ali pa zato, ker so želeli ugoditi staršem. Kaj opažamo v zadnjem času, da je čedalje več oseb, ki z gluhoto nimajo popolnoma nič in jih res znakovni jezik kot tak zanima in pa delo tolmača. No, in to se mi zdi, da je to en velik uspeh. Klicni center za osebe z okvaro sluha deluje od leta 2009, 24 ur na dan, vse dni v letu. V enem letu opravijo od 3500 do 4000 klicev. Dobivamo tudi urgentne stvari. Recimo, bodisi, da moramo reševalno vozilo poklicati, nujno medicinsko pomoč, da žal se zgodijo tudi kakšni prekrški ali pa da pride do nekega spora med posamezniki, a ne. Ampak, glejte, zdaj bom tako rekla, to je klicni center za osebe z okvaro sluha. Mi nismo številka za nujne klice, se pravi za številko 112. Ker mi nismo tako opremljeni tehnološko, da bi lahko prevzeli to odgovornost, odzivnost in ne vem kaj še vse. Ne? Mi smo support mogoče temu. Tako da velja priporočilo in kolikor mi je znano, a ne obstoja ta številka 112, kjer je možno tudi SMS poslati. Obeta se popolna novost pri nas, kmalu naj bi priložnost za pridobitev licence tolmača dobile tudi osebe z okvaro sluha. Mi se tudi približujemo temu, da bodo tudi v Sloveniji gluhe osebe, oziroma osebe z okvaro sluha, lahko tudi pridobile certifikat, se vpisale na listo tolmačev in pa tudi v register Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Prednost v tem je, da seveda bomo nekako ta poklic profesionalizirali, da dejansko bodo gluhi tolmači tudi tolmači, tako kot mi slišeči, ki bodo imeli ta poklic, katerega bodo izkazovali svojo kvaliteto, svojo kompetenco z pridobljenim certifikatom. Prihodnosti ne moremo predvideti, lahko pa jo z dobro pripravljeno strategijo dela pričakamo pripravljeni, je bila sklepna misel strokovnjakov strokovnega seminarja.